Hello my people, hello my friends. Pozdravljeni na kanalu Greg Skort. Evo, nismo se slišali nekaj časa, ampak je ena zelo aktualna tema prišla vmes ven, ki se dogaja ves ta čas in na katero imamo vpliv. All-Star glasovanje, o tem bomo danes govorili, ker je zelo veliko govora o tem na raznih internetih, Twitterih, Facebookih in ne vem kaj še vse. In enostavno moramo izpostaviti par zadev, se dotakniti par faktov, statističnih dejstev torej. In mislim, da bo kar zanimivo tole. In tukaj na tem mestu vas že zdaj povabim, da pokomentirate spodaj zadeve, ker jaz mislim, da je to zelo aktualna, zelo zanimiva tema. Kako vi vidite situacijo predvsem med Luko Dončićem in Ja Morantom? To je tista glavna zadeva, po mojem mnenju, ki nas more v tem trenutku zanimati. Pred kratkim je namreč Ja Morant v glasovanju za All-Star na drugem mestu med pleji prehitel Luko Dončića in ga s tem spravil na tretje mesto. To je zdajle tista glavna novica, kar se slovenskih ljubiteljev košarke tiče, in odzivi so različni in zanimivi in se jih bomo dotaknili v tem primeru. Še morda niste naročeni na tale kanal, zdajle vas povabim, da se za podobne analize in highlightse naročite na kanal Greg Skort, da boste tako in prvi uvrščeni o novih zadevah. Vabljeni. Tako, Ja Morant torej na drugem mestu v tem trenutku pri plejih premočno vodi Steph Curry. Nič nenavadnega, nismo presenečeni. Steph je letos obrnil igrico, da temu tako rečem, rekord, po številu trojk v zgodovini NBA. Vedeli smo, da se bo to slej ko prej zgodilo, tako da zraven njegovega odličnega skora z ekipo ne preseneča, da je na prvem mestu in bo tam tudi ostal, kar se tiče plejev na zahodu, morda celo skupno. Ampak glavna zadeva je, da so se pojavili komentarji in to predvsem zelo dosti tudi iz slovenske javnosti, spremljevalcev NBA košarke, da si Luka Dončić letos, pazite to, ne zasluži igranja na tekmi All-Star. To je ena trditev. Druga trditev je, da je zadnje leta tale prireditev NBA All-Star itak brezvezna in sploh ne igrajo kakovostne košarke. Tem se jaz v bistvu celo strinjam, ker mislim, da sem zadnjo All-Star tekmo pol prespal, ker sem se tako dolgočasil zraven. Ampak če še hitro ostanem na točki 2, ne gre za to, ali je zanimiva, brezvezna ali kakršnakoli je vaša subjektivna ocena. Gre za to, da je objektivno All-Star v Ameriki dogodek, za katerega se v bistvu nekateri trudijo, da bi prišli do njega celotno življenje in ima eno izmed večjih vlog v sami vrednosti, kako cenijo igralca v danem trenutku, kaj šele potem, ko so na vrsti dejstva, kaj je čez celotno kariero dosegel igralec. Tako, pa če gremo nazaj na prvo, da si Luka ne zasluži. Ko sem prvič tole trditev slišal, mi je bilo tako, pa se jih razumem. Točno vem, kaj mislijo povedati. Ves čas se govori, da je Luka letos slabo pripravljen, da je fizično čisto ven, da mu šut peša in tako naprej. Tudi to so dejstva, to drži. Ampak da si Luka ne zasluži tekme na All-Staru, ta je pa privlečena za lase. Zakaj? Dotaknem se tega in se morem. Dajmo pogledati golo statistiko. Luka je, samo trenutek, da ne bom jaz kaj zašustral, Luka je v tem trenutku z ekipo Dallasa na 5. poziciji. Tu nekje je bil tudi lani v takem obdobju, ko se je potem ekipa uvrstila v playoff. Dalje, Memphis na tem trenutku, Ja Morant, torej če smo si vzeli njega za vzgled, je na 3. mestu. Torej boljše, neprimerno. Memphis ima rezultat 30 zmag, 14 porazov, Dallas 22 zmag, 19 porazov. Tu nimamo kaj. Statistika Luke Dončića. 24,7 točke na tekmo, 8,3 skoka, 8,8 asistence. Ja Morant,
24,6 točke, se pravi 0,1 manj. 5,8 skoka, krepko manj od Luke, in pa 6,8 asistence, tudi manj od Luke. Gledano drugače, Luka je v tem trenutku z 26 tekmami na 12. poziciji po številu točk, medtem ko Ja Morant 2 poziciji slabše, torej 14. mesto z 31 odigranimi tekmami. Skoki, Luka na 28. mestu, Ja Morant ni na lestvici prvih 50. Med asistencami Ja 15, Luka 5. Zdaj pa dejstva, ki so v prid Ja Morantu. Ja Morant meče iz igre 48%, Luka 43%. Ja Morant meče izza črte za 3 točke 35%, Luka 31%. Ja Morant meče izza črte prostih metov 77%, Luka Dončić 72%. Tako, tole je zgolj statistično, se pravi, kar prenese papir, in nismo pogledali niti ene samih srečanja. Zdaj pa, če smo pogledali srečanja obeh dveh. Nad Luko se številni pritožujejo, da je letos nekoliko počasen, da ima ogromno poškodb, ki so najverjetneje posledica preslabe priprave na sezono. Pa vse tu se ne bomo kregali, to smo že dali v prejšnjih epizodah tega podcasta skozi. To drži. Za moje pojme je Luka daleč najslabše pripravljen v svoji karieri. Ampak to smo že obdelali. Ja Morant na drugi strani skače na vrh table. Vse ste videli tole blokado zdaj proti LA Lakersom. To je čudo božje. Neverjetno. Svaka čast. Da ne govorim, kako zabija. Odkot se on odriva. Pa to je freak of nature. Nenormalno me spominja na Rosa, nekdanjega MVP-ja za časa, ko je igral v Chicagu. Derrick Rose je bil isto, njegov atleticizem je bil fantastičen. Takšen je pri Ja Morantu. Se pravi, absolutno nobenega dvoma ni v tem, da si Ja Morant zasluži nastop na All-Starju. Pika, črta, počrtano, odebeljeno, pisava 50. Times New Roman. Ni panike. Arial, karkoli. V glavnem, Ja Morant si zasluži. Ali si zasluži v prvi peterki? Pa si zasluži. Pa spet dobene dileme. Ali si zasluži Luka Dončić nastop na All-Staru? A dajte no mir, pa kako si ne bi Luka Dončić zaslužil mesta na All-Staru, če ima ekipa praktično podoben skor, kot ga je imela lani, če je še vedno statistično med najboljšimi v celi ligi, med najboljšimi sem rekel, številke kot so 24,7, 8,3 skoka, 8,8 asistence. O tem lahko nekateri samo sanjajo. Pa je Luka počasen, pa je predebel, pa ima predebela lica, pa se vleče po parketu, pa ima oba dva gležna zvita. Lahko naštejete, kar hočete, ampak dejstva so dejstva. Pred tekmo z New Yorkom je imel Dallas skor z Luko na parketu 16-9 v korist zmag, seveda. Zdaj se je tole z New Yorkom malo obrnilo na 16-10, nema veze. Brez Luke imajo 6 zmag in 9 porazov. Že to govori, da so brez Luke slabši. Brez da pogledate eno tekmo. Ne? So imeli sicer neke prebliske, so igrali zelo dobro, zelo solidno. Sploh ne rečem, ampak še vedno je Luka lider. Tudi potem, ko se je trener zamenjal, njegova vloga v ekipi je podobna, ni ista, ampak je manj nevaren za koš. Pač taktika se je malo spremenila, napram tega je statistika malo padla. Najverjetneje ne bo končal v prvi peterki za tekmo All-Star, ker zraven 50% glasov strani publike svoj delež dodajo še trenerji in pa novinarji. Če se ne motim, tukaj me lahko popravite v komentarjih, ampak mislim, da je tako. V vsakem primeru na All-Star tekmo, magari kot rezerva, verjamem, da se Luka bo uvrstil. Bi pa bilo lepo videti, da se že kot starting five. In to imamo mi vso možnost, glasujete lahko na Twitterju, preko NBA aplikacije in pa na nba.com. Zdaj, kakorkoli je, če menite, če je vaše legitimno mnenje, da si Luka to ne zasluži, to je še vedno vaše mnenje, temu ne oporekam.
ampak lejte, že Slovenec je že to, pa tudi Vlatko Čančar pa Goran Dragič sta Slovenca, tudi za njih se lahko pomod glasuje, pa niste celo sezono ne igrata, pa mislim Čančar še, Dragič bolj malo, v glavnem. Pa vse ti fantje so nekaj naredili za Slovenijo, porka Madonna, ne morem lepše reči. Luka je praktično celotne počitnice si rezerviral za igranje s slovensko reprezentanco. Na olimpijskih igrah, prvo kot prvo tja jih je pripeljal, dajmo si nalit čistega vina, brez Luke mi olimpijskih iger ne bi videli. Čisto vsi ste noreli, pa ne čisto vsi, ampak ajde 99% vas je, ki to poslušate, norelo, ko smo se uvrstili na olimpijske igre sredi Litve in tam, ko smo dosegli fenomenalen uspeh, čeprav leseno medaljo, pa vendar. Ne mi zdaj govoriti, pa ne ga zdaj zaničevati, še pred onimi, ki to berejo v Ameriki, da še je bolj olje na ogenj. To me pa razpizdi. Pizda Slovenci smo, stopimo skupaj, lahko smo razvejeni zaradi politike, dajmo športu skupaj stopiti, no. Ni problem, če imaš mnenje, da si Ja Morant bolj zasluži. Ni problem. Pismo, ne pa tveziti, pa debatirati z glupimi Američani, da je naš pismo Slovenec za en drek, pa en k, pa ne en kaj še vse preverem. Sploh se ne spuščam več v te debate, ampak sugestiram zdaj, da ne bodite tak tupi, pa še vi tega delate. No, mislim, namenjeno je to tistim, v katerim ste se to prepoznali. To sem želel povedati. Skratka, zelo dobrodošlo je vaše mnenje v komentarjih, res bi ga rad slišal, mojega ste slišali pravkar. Danes je tole kot nek napovednik v tekmo, če tole pretekmo z Memphisom poslušate, če ne, mogoče malo manj zanimivo, zato ker ste verjetno tekmo že pogledali. Kakorkoli danes, Ja Morant, Luka Dončić, Memphis proti Dallasu ob 4 jutro, tako da to bo super tekma. Hvala, da me poslušate, hvala, da me spremljate. Če ste tukaj novi, dobrodošli, da se naročite na moj kanal Greg Skort za naslednja podobna blefiranja, analize, skratka podcaste, highlights in tako naprej. Vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Lepo bodite, ostanite zdravi, ne pozitivni tam, ko to ni potrebno, in zelo pozitivni tam, ko je.